Dva svinčnika delno potopimo v vodo, njuna zunanja konca pa povežemo z baterijo. Na konicah se začnejo nabirati mehurčki. Katera dva plina se izločata? Sta to plina A, plina B, plina C ali plina D? Vijoličasti so že zaključili, rumeni še razmišljajo. Ne, voda ni. In dvakrat odgovor B smo dobili od obeh. Skratka, menite, da je šlo za plin H2 in O. Vijoličasti, kako ste razmišljali pri tem odgovoru? Ker verjetno prije do elektrolize vode pa razpade na vodik pa kisik. Posebej molekula vodika in potem en osameli kisik, ki ostane tam. Dobro, Jasna, mene trese od vznemirjenja, tebe pa upam, da ne bo od elektrike. Iz teh preprostih pripomočkov, ki jih najdete doma, bomo ustvarili električni krog. Voda je sama po sebi slab električni prevodnik, zato je treba dodati nekaj sode, da bo eksperiment potekal hitreje, in to sem že storila. Svinčnik ima v sredini grafit, ki je zelo dober električni prevodnik. Konce obeh svinčnikov sem povezala na baterijo, ki bo skozi svinčnika in vodo pognala električni tok. Druga konca svinčnikov pa bom sedaj previdno potopila v tole raztopino, torej v vodo in v sodo bikarbono. Še takole ju povežem in lahko lepo vidite, da se začenjajo pojavljati takšni mehurčki. Molekula vode H2O namreč razpade na ione vodik H+ in hidroksid OH-. OH- potuje proti anodi, kjer presežek elektronov odda. Ti potujejo po tokokrogu do katode, kjer jih sprejme vodik. Na obeh elektrodah se tako nabirajo molekule plinov vodika in kisika, torej H2 in O2. Ta postopek se imenuje elektroliza vode in je najbolj ekološki način pridobivanja vodika. Pravilen je torej odgovor C. Žal vam je tokrat elektroliza točke odnesla, ampak srečno naprej.